Pogled ljubezni. Zdi se mi, da so se moji starši postarali in da ne razmišljajo več jasno. Meni pa se zdi, da jih ti vidiš drugače. Ne vidim povezave, saj sam praviš, kar je, je. Povedal ti bom zgodbo. Kralj se je zaljubil v Sabrino, žensko nizkega rodu, in jo vzel za svojo zadnjo ženo. Nekega dne, ko je bil kralj na lovu, je sel prinesel sporočilo, da je Sabrinina mati zbolela. Kljub temu, da je kralj pod grožnjo obglavljanja prepovedal uporabo svoje osebne kočije, je Sabrina vzela kočijo in odhitela k materi. Ko se je kralj vrnil, so ga obvestili o dogodku. Mar ni čudovita, je rekel, to je prava hčerinska ljubezen. Tvegala je življenje samo, da bi bila lahko ob materi. Čudovita je. Ko je Sabrina nekega dne sedela na vrtu in jedla sadje, je tja prišel tudi kralj. Princesa ga je pozdravila, potem pa ugriznila v zadnjo breskev, ki je ostala v košari. Videti so okusne, je pripomnil kralj. Saj tudi so, je odvrnila princesa in dala svojemu dragemu zadnjo breskev. Kako zelo me ljubi, je nato rekel kralj. Odpovedala se je svojemu užitku, da je lahko meni dala zadnjo breskev iz košare. Mar ni čudovita? Minilo je nekaj let in kdo ve, zakaj sta ljubezen in strast izginili iz kraljevega srca. Sedel je ob svojem zaupniku in mu rekel: nikoli se ni vedla kot prava kraljica. Saj veš, da ni spoštovala mojega ukaza, ko sem propovedal rabo kočije. In spomnim se, da mi je nekega dne celo ponudila ogriznjeno sadje. Resničnost je vedno enaka in kar je, je. Toda, tako kot v zgodbi, lahko stvari razumemo na več načinov. Bodi pozoren na to, kar vidiš, je govoril Bedvajn modri. Če to, kar vidiš, ustreza temu, kar si želiš, ne zaupaj svojim očem.